Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v minutah za knjižnico Litija. Letošnji moto tedna otroka, ki je potekal od 4. do 8. oktobra, je bil Razigran, uživaj dan. Poslanico v stripu je pripravil Boštjan Gorenc Pižama, ilustriral pa jo je Jaka Vukotić. Ko so 6. oktobra knjižnico Litija obiskali učenci osnovne šole Litija, podružnice s prilagojenim programom od 1. do 9. razreda, smo se tako odločili, da si bomo priredili razigrano srečanje. Prisluhnili so pravljici oziroma mladinski zgodbi in spoznali nekaj igrač in družabnih iger. Zabavali so se ob ugankah in kvizu in po dolgem času tudi ob igranju igre Človek ne jezi se. Ob koncu srečanja nas je skoraj otroško razveselila misel učenca, ki je dejal: "Že dolgo se nisem tako zabaval brez prisotnosti računalnika." Zato staršem, vzgojiteljem, pa tudi učiteljem in knjižničarjem polagamo na srce: igrajmo, igrajte se. V prvem tednu oktobra pa smo pričeli tudi z rednimi pravljičnimi urami v naši knjižnici, ob torkih v Litiji, ob četrtkih pa v Šmartnem. September je mednarodni mesec Alzheimerjeve bolezni. Svetovni dan te bolezni smo obeležili 21. septembra. Letošnja glavna tema je bila, ali lahko zmanjšamo tveganje. To se sprašuje vsak, ki se spopada s to boleznijo, pa tudi vsi sorodniki in bližnji. Vitka Kusel, Trboveljčanka, ki je po študiju v Ljubljani poklicno in zasebno pot nadaljevala v Posavju, je kot slavistka poučevala številne generacije. Dejavna je bila tudi v kulturi. Neusmiljena vsiljivka jima je soprogom boleče spremenila življenje. Na pragu upokojitve so se pri soprogu začele pojavljati spremembe v obnašanju. Sledile so preiskave pri zdravnikih, a je do prave diagnoze minilo nekaj let. Ko se ni več spomnil njenega imena, je rekel moja. V knjigi je opisala 15-letno obdobje, svoje bolečine je prelila tudi v pesmi. Predstavitev knjige Zdaj sem tvoja, moja in srečanje z Vitko Kusel posvečamo vsem, ki so zboleli za demenco in vsem njihovim bližnjim. Literarni dogodek bo v torek, 26. oktobra ob 18. uri v knjižnici Litija. Dogodek pripravljamo ob mednarodnem mesecu demence, septembru, in mednarodnemu dnevu starejših v oktobru, v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Vsakdo med nami bi se moral seznaniti z dejstvi o demenci, saj se bo verjetno vsakdo med nami slej ko prej srečal s to boleznijo od blizu oziroma v svoji neposredni bližini. V kulturnem programu bo nastopila vokalna skupina Plavica. Skladno s standardi in priporočili za splošne knjižnice najmanj na 5 let izvajamo inventuro knjižničnega gradiva. Da se inventura lahko pravilno izvede, je potrebno ustaviti izposojo vračilo gradiva. Zato je knjižnica 2 delovna dneva zaprta, saj pregledamo zalogo več kot 100.000 enot na 4 lokacijah. V skladu s sprejetim sklepom sveta zavoda bo knjižnica Litija z vsemi enotami za uporabnike zaprta v četrtek, 28., v petek 29. in soboto 30. oktobra. V mesecu skupnega branja, ki je potekal od 8. septembra do 10. oktobra in Jurčičevem letu, smo se prvič spoznali s Kozlovsko sodbo v makedonščini. Na uvodnem srečanju članov U3 Litija in Šmartno v Mestnem muzeju Litija je odlomek, ki ga je prevedla Sonja Dovžan, predstavila Verica Sandevska. Več o prevajanju in poučevanju makedonščine bomo izvedeli na srečanju z domačinko, profesorico in prevajalko Sonjo Dovžan, ki bo 16. novembra ob 17. v knjižnici Litija. Dogodek pripravljamo skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ponovno pripravljamo srečanja z domačimi diplomanti, ki smo jih poimenovali Zanimiva znanost. Tokrat bo gost Matej Šuštaršič, molekularni biolog, ki bo predstavil delo z mikroskopom in kaj je mikroskopija. Predavanje in spoznavanje znanosti bo v torek 9. novembra ob 19. v knjižnici Litija. V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Šmartno pri Litiji bo precej dogodkov, in sicer od ponedeljka 8. novembra do sobote 13. novembra. Pripravili bomo razstavo fotonatečaja Farna cerkev svetega Martina in druge cerkve v občini, ki bo v galeriji knjižnice Šmartno. Mogoče si bo ogledati tudi razstavo šmarskih vezil v kulturnem domu.
Tam bo v sredo 10. novembra tudi osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj, v četrtek bo blagoslov mladega vina na trgu, v popoldanskem času pa srečanje vinarjev na Bogenšperku. Veselo bo tudi v petek, ko se bo v Šmartnem martinovalo, v soboto pa bo utrip Martinovemu na Bogenšperku narekoval belokranjski utrip. Veselo bo tudi v petek, ko se bo v Šmartnem martinovalo, v soboto pa bodo utrip Martinovem na Bogenšperku narekovali belokranjski gostje. Veselo šmartnovanje oziroma kulturovanje ob Martinovem prazniku. V knjižnici pa smo prav posebno veseli vsakega prvošolca, ki nas obišče in se vpiše v knjižnico. Podarimo mu tačkov knjižakeljc, posebno torbico za knjige. Prvošolčki dobijo ob vpisu še tačkovo izkaznico, kazalko za zbiranje žigov ter seveda knjižakeljc, v katerem se nosijo izposojene knjige. Ko je kazalka ob obiskovanju knjižnice polna žigov, 10-krat je potrebno priti po knjige, pa sledi še darilo. Branje nas tudi povezuje, zato pripeljite vašega prvošolca v knjižnico in z njim polnite knjižakeljc s čarobnimi zgodbami. 20. november je dan splošnih knjižnic. Knjižnica Litija ga bo praznovala z 2 dogodkoma. 19. novembra bo Ida Dolšek v Kulturnem domu Šmartno predstavila novo knjigo Mostovi časa, ki nam prinaša spomine na Šmartno pri Litiji z okolico in še posebej na doktorja Slavka Gruma. Drugo literarno srečanje pa bomo pripravili v torek, 23. novembra, in sicer v Litijski knjižnici, ko bo naš gost Jernej Dirnbek-Dimek, član zasedbe Midva. Predstavil nam bo svojo novo knjigo Tramp, kjer diši po kriminalnem zapletu na slovenski način. Čeprav ima vse prvine kriminalke, gre v romanu Tramp tudi za premislek o socialnem protestu. Glavna junaka ali bolje antijunaka v kafiču ugotovita, da sta zavozila življenje in da najbrž ne bosta več doživela česa velikega, še manj pa, da se bosta finančno postavila na noge. Zato se domislita ugrabitve kot edine možnosti, ki bi jima prinesla soliden finančni status. Ker pa z ugrabitvami nimata izkušenj, morata najprej izvesti ugrabitev za vajo. Z ljubljanskih ulic ugrabita brezdomca in ga namestita v klet podeželske hiške. Več pa v sami knjigi oziroma na srečanju z Jernejem v torek 23. novembra ob 19. uri. Gotovo poznate reklo, če se zaprejo neka vrata, se navadno odpre vsaj drugo okno, če ne celo večje. V našem primeru je že bilo tako. Na Vačah smo se zaradi drugačne organizacije dela s knjižnico izselili iz prostorov šole, a zadaj se naša zgodba že plete na drugem kraju. Občina Litija nam je predala v uporabo nadomestne prostore, kjer že potekajo obnovitvena dela. Nova knjižnica bo zares v srcu kraja, na trgovino, nasproti cerkve, prav na Vaškem trgu. Odprtje načrtujemo za konec novembra oziroma ob prazniku svetega Andreja, ko se na Vačah prebivalci tradicionalno zbirajo na sejemskem dnevu. Pozitivno se razpleta tudi zgodba z našimi paketniki, kjer lahko prevzamete naročeno gradivo ali ga tja vračate. Če nas torej v knjižnici ni, se knjiga v paketniku dobi. Paketniki imajo tako v Litiji kot Šmartnem svoje zveste uporabnike, saj prav vsak dan kakšnemu bralcu oziroma bralki pripravimo vsebinsko bogat paket, obetajočo knjigo, ki svojo čudovito vsebino napolni in zapolni vse daljše jesenske večere. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.